Naše gorice so slatka omama, mi smo Dolenci, hej, mi smo Dolenci, Šentjernejski oktet pod vodstvom Andreja Resnika letos obeležuje 50 let delovanja in ob tej priložnosti so pred dnevi gostili 11. srečanje oktetov Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Tukaj je pravzaprav dogovor nas oktetov iz Dolenjske, Bele krajine in Posavja, da sami organiziramo, torej je organizator vsako leto drugi, vsak nekaj prispeva v skupno blagajno in se potem tudi to poplačajo stroški. Tako da dejansko delamo vse mi zastonj, z dobro voljo, čas, ki je v bistvu naš prosti čas, ga porabimo za to. Zato je prav, da damo poudarek takemu kulturnemu delu. Prireditev v Kulturnem centru Primoža Trubarja so poleg domačega okteta zaznamovali okteti Lipa iz Trebnjega, Adoramus iz Novega mesta, Grosupeljski oktet, Vitez iz Metlike, Valvazor iz Litije in Šmartnega pri Litiji, Galus iz Ribnice, Grajski oktet iz Moravč in oktet Jurija Dalmatina iz Boštanja. Šentjernejski oktet je en prvih oktetov na Slovenskem, poleg slovenskega okteta, bratov Pirnat in še nekaterih, ki nepretrgoma deluje z tem večglasnim petjem, ki se je začelo tam nekje po drugi svetovni vojni, je pripomogel k širitvi oziroma štiriglasnega petja, predvsem tudi lahko rečem, da šolanega, strokovnega petja, da to ni vaško petje, ampak je tole nekaj več. Pomladili smo se lani za Janevo. Tega smo dobili 3 nove člane, kar je bil kar velik zalogaj, treba je bilo naštudirati nov program, repertoar, ampak so bili vsi, bi rekel, izkušeni pevci, čeprav mladi, tako da smo hitro se ujeli in zdaj pojemo čisto normalno že. Pevci so zapeli po 2 pesmi po svoji izbiri, tako da je poslušalstvo lahko uživalo tako v slovenski ljudski pesmi kot umetni, dalmatinski, črnski duhovni in ruski narodni pesmi. O 50-letnici sicer Šentjernejčani pripravljajo zgoščenko in hkrati veliko nastopajo. In se dobimo 2-krat na teden na vajah. Plus tega imamo pa skoraj vsak teden vsaj en nastop, če ne drugega pogreb. Ampak ogromno je tako, da imamo na letu približno 50 nastopov, vaj pa več. No, vadimo pa zdaj po novem na prostorih iz Krapijo. Njihov direktor Andraž Rumpret je naš veliki prijatelj in nam je torej njihova tovarna odstopila ene prostore in zastonjce, če so naši sponzorji. Imamo prostore samo zase, tako da lahko vadimo kadar hočemo in kolikor hočemo. Šentjernejski oktet je bil pobudnik ustanovitve društva Srečanje oktetov, ki je v občini potekalo že 25-tič. Zgodilo se je tudi, da je na tamkajšnjem srečanju nastopilo kar 45 oktetov. Sicer pa je bila zgodovina okteta zelo razgibana, pravi Hudoklin, ki je bil 14 let njegov predsednik. Ko smo mi prevzemali, druga generacija, ko je prevzemala Šentjernejski oktet, je na pevskem področju bilo kar nekaj težav oziroma ni bilo tako veliko posluha pri mladih. Nismo imeli težave z začetki druge generacije. Zdaj pa opažam, da je že več zanimanja, tako da mlajša generacija, ki bo zdaj nas nasledila, je precej bolj zagnana in pripravljena delati na domači pesmi. Tudi podpora lokalnega okolja je precej večja, kot je bila v preteklosti, dodaja Hudoklin. Prepevanje ni zgolj hobi, ampak tudi velika obveza, pa pravijo pevci. Pri oktetu moraš biti ne samo, ampak tudi tvoja družina, da je soglasje doma, se pravi z dušo in srcem moraš biti pri oktetu. Svoj prosti čas porabiš, tudi svoj denar, tako da je to velika obaveza. Šentjernejski oktet je ob koncu srečanja s poslušalci zapel še šentjernejsko himno Lepšega kraja nej.